Vsak dan je priložnost, da stvari naredimo drugače. Pomislimo na druge. Uporabimo, kar že imamo. Izbiramo te, ki delajo bolje. Naše trajnostne navade so naložba v odgovornejši jutri. Bodimo povezani za prihodnost. Tudi z odločitvijo za trajnostno investiranje. Triglav skladi. Zaslužite si več. Živijo, pozdravljeni in dobrodošli na današnjem webinarju Triglav skladov. Moje ime je Tomaž Dvoržak, na Triglav skladih skrbim za vprašanja, dileme naših strank. Z mano tokrat pa izjemni, izvrstni direktor našega oddelka naložb Vid Pajič. Za tokratni webinar smo se malo odločili pobrskati po vaših vprašanjih in velikokrat je vprašanje, dilema, a se da slučajno pogledati, kjer čas v letu pa mogoče je najboljši čas, najboljša sezona za investiranje. In glej ga zlomka, ko smo šli gledati statistiko za nazaj, dolgo, empirično podprto, smo ugotovili, da ta trenutek prihaja ravno v teh dneh. Današnji webinar bo trajal približno 45 minut. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ga z veseljem sprejmemo, zapišite ga na desno stran v tisti okvirček namenjen vprašanjem. Prosil bi vas pa tudi, če si lahko pripravite mobilne telefone, da bi bil današnji webinar uspešen, bo vas Vidom zelo vesela vašega sodelovanja. Tudi na tak način boste nekako krojili teh naslednjih 45 minut, ki boste preživeli v naši družbi. Takole, vozni red je približno tak. Najprej bo z Vidom prosila za sodelovanje, in sicer nam boste pomagali pri odgovoru na to, ali ste optimisti ali ste pesimisti. Potem bomo pa kar nekako skočili v našo vsebino, pogledali, zakaj je smiselno začeti investirati danes in zakaj je še bolj smiselno ostati investirati vkljub tem burnim časom, v katerih živimo. Pogledamo, zakaj je najboljši čas v letu zdaj, kako vse to podpiramo z temeljnimi in tehničnimi analizami in kaj kažejo dejanska vrednotenja na kapitalskih trgih. Na koncu pa samo še 4 točke, kaj si velja zapomniti, in pa potem še ena anketa na koncu. Takole, zdaj bom šel pa jaz kar naprej na tole anketo in bi vas vprašal, kako vi ocenjujete razmere na trgih v naslednjih 6 mesecih. Na anketo odgovorite tako, da jo poskenirate z vašim mobilnim telefonom, QR kodo, in nam poveste, ali vi ali ste za čez 6 mesecev optimistični, ali mislite, da bo razmere boljše, da bojo tečaji višji, ali bo zadeva nekako nespremenjena, tu nekje, kjer smo zdaj, se pravi, da ste nevtralni, ali pa da mislite, da bo zadeva slabša, da se bo situacija še dodatno zakomplicirala in da ste v bistvu pesimisti. Zakaj bo vas Vidom vesela vaših odgovorov? Zato, ker bomo takoj v naslednjem trenutku potem primerjali z odgovori, ki jih zbira ameriško združenje individualnih investitorjev. Amerika je največja ekonomija, najbolj propulziven, največji kapitalski trg ima. Tam to združenje obstaja že od leta 1978, ima 150 tisoč članov in oni vsak petek merijo, če rečem temu tako, temperaturo, razpoloženje. Med
člani točno z enakim vprašanjem. Potem bomo pa vaše odgovore primerjali z njihovimi odgovori, pa videli, ali lahko slučajno potegnemo kakšne vzporednice in ali te odgovori pomenijo, da nas mora biti strah, ali pa da v bistvu ravno nasprotno lahko precej optimistično gledamo v naslednje pol leta in seveda tudi obdobje, ki je pred nami. Par minut še počakamo, da se nekaj odgovorov dodatnih še nabere, da bomo imeli čim bolj statistično pravilen rezultat, potem bomo pa šli kar naprej. Evo, takole, da ne bomo predolgi, s tem čakanjem bi se jaz vsem vam zahvalil za odgovore. Največ vas je odgovorili, da gledate pozitivno, da boste optimisti, potem so pa nevtralni pa pesimisti nekako enakovredno razporejeni. Zdaj pa pojdimo kar naprej, pa si poglejmo, kaj kaže razpoloženje med investitorji v ZDA. In sicer čisto zgoraj, če vidite, je zadnji odčitek iz 2. novembra, se pravi, to je bil prejšnji petek, kjer pa vidimo, da je za razliko od vas največ tistih, ki so nekako nevtralni, potem sledijo pesimisti in v bistvu največ je pa optimistov. In če pogledate na temle slajdu še malo nižje dol, tja do tistega 12. oktobra, kjer pa je meritev precej zaskrbljujoča. Tam je bilo optimistov zgolj 20% in skoraj 60% je bilo pesimistov. In kaj iz tega lahko sklepamo? Zanimivo je, da imamo to razliko, da so v Ameriki v bistvu bolj nevtralno pesimistično razpoloženi, pri nas smo pa bolj optimisti. Značilnost tega kazalca in teh rezultatov je pa ta, da je kontraindikator. Se pravi, če imamo zelo veliko število pesimistov, če je ta rdeča črta zelo velika, pomeni, da ponavadi ko se takšna meritev izvede, ponavadi takšnim meritvam sledi obdobje rasti delniških trgov. In če poznate tisti pregovor, ko so vsi pohlepni na trgu, ko vsi kupujejo, takrat naj vas bo strah, in ko je pa vse strah, takrat bodite vi pohlepni, to pa kaže tale števec na desni strani. Se pravi, zdaj je in trenutno je pri tej meritvi nekako nevtralen, takrat dobrih 14 dni je bil še precej v zelenem in je bilo smiselno in takrat je bilo dobro biti pohlepen, v navednice, takrat je dobro kupovati, takrat ni razloga, da nas bi bilo pretirano strah. In tukaj sem vam želel pokazati gibanje indeksa nemške borze, DAX v letošnjem letu. Indeks nemške borze je v letošnjem letu izgubil približno 15% glede na predvčerajšnji dan. Vašo pozornost bi pa sam usmeril na tistile odčitek ankete iz 12.10., ki je kazala najvišji odstotek pesimistov, največji strah med investitorji na trgu in točno statistično značilno sovpada z najnižjim
tečajem, najnižjim trenutkom letošnjega leta do sedaj pri nemškem indeksu DAX, enako seveda pa tudi na večini vseh ostalih delniških indeksov, glede na to, da so visoko kolerirani. Se pravi, če smo prej rekli, da je ta meritev kontraindikator, se pravi več pesimistov, boljše obdobje sledi, se je to letos izkazalo za popolnoma pravilno in od tistega trenutka najnižjega je že kar nek odboj sledil navzgor, seveda pa nikakor nismo še prepozni. Zadnjič sem bil na Ptuju na enem podobnem predavanju, sem jim razlagal donosnost našega mešanega sklada Triglav Renta, 22 let je na trgu, od 22 let ima 19 pozitivnih, njegova povprečna letna donosnost je pa tam okrog 8% letno. In je nekdo dvignil roko in rekel, ja, jaz pa niti slučajno nisem zaslužil, jaz pa investiram v sklade, pa nikoli nisem zaslužil teh 8 ali pa 7% na leto, o katerih govorite. Pa mi je dal to malo zamisliti, pa sem rekel, ok, dajmo pa pogledati, kako dobri smo povprečni investitorji pri investiranju. Ne? In če pogledamo neko donosnost delniških trgov, dolgoročno, ta znaša 7,5–8% vsako leto, kar je zelo lep rezultat. Če pogledamo, kaj je tisto, kar povprečni investitor realizira, pa vidimo, da je ta donosnost zgor 2,9%. In iz tukaj izvirajo potem velika nezadovoljstva, nekako začaran krog, samoizpolnjujoča se prerokba, da naložbe, da vzajemni skladi v bistvu niso dobri, da neke številke donosnosti, o katerih se govori, niti slučajno ne držijo. Potem pa smo skušali ugotoviti, zakaj pa je taka razlika, ne? Zakaj pa je rezultat skladov 7–8% na leto in zakaj je rezultat vlagateljev manj kot 3% na leto. In smo ugotovili, da delajo dve najpogostejši napaki. Prva napaka je predčasna prodaja. In sicer v takšnih trenutkih, kot jih vidimo letos na trgu, ne? Ko imamo nek tak zanimiv miks dogodkov, COVID-19 še malo opleta z repom, imamo visoko inflacijo, imamo centralne banke, ki dvigujejo obrestne mere, da ne omenjam geopolitičnih dogodkov in vojne v Ukrajini, seveda. Ne? Takrat se večina vlagateljev ustraši, prepustijo se čustvom, reaktivno reagirajo, impulzivno in takrat sledijo prodaje. Ker emocije prevladajo, racijo potisnejo na stran in velika večina vlagateljev v bistvu raziskave kaže kar 80%, v tistem trenutku reče ne, bom prodal in v najslabšem možnem trenutku svojo naložbo prodajo. Drugi razlog je pa, ko hočemo zadeti pravi timing. Se pravi, nekako spremljamo, kaj se na trgu dogaja, ali ko trg raste, ali ko trg pada. Največkrat se to dogaja takrat, ko trg pada, si rečemo, ok, ja, zdaj pa že malo jaz tale trg spremljam, malo pa že poznam, mičken bom še počakal, zdajle bom zadel dno. Zadeti dno je praktično nemogoča naloga, tako za izkušene investitorje, kot za upravljavce premoženja, enako nemogoča, kot je predvideti, kdaj je tisti vrh. Je pa zelo mamljiva in zelo veliko ljudi pade v tisto past,
ko iščejo pravi timing za vstop. Težava je v tem, da je po pregovoru noč najtemnejša tik pred zoro, tik pred tem, ko se zdani in ko se zadeve obrnejo na bolje. In tukaj pred vami je en graf in ena statistika začetne investicije 10.000 evrov leta 2002. Se pravi, če ste leta 2002 10.000 evrov investirali v nek, recimo, povprečni delniški sklad, ki investira na razvite trge, je bil vaš končni rezultat, če ste bili investirani vse dni, se pravi vseh 20 let, vse dni, več kot 60.000 evrov. Če ste v 20 letih zamudili samo 10 najboljših dni, se je ta rezultat več kot prepolovil. Samo 27.000 evrov je bil končni rezultat in več kot 32.000 evrov je bilo oportunitetne izgube. Če ste zamudili 20 najboljših dni, rezultat pade na 16.000 evrov, če pa nekdo v 20 letih samo 30 najboljših dni zamudi, je pa praktično na istem. Iz 10.000 evrov na 10.600 evrov. Vse ostalo je zamujena rast. In kaj je razlog temu nihanja na trgu in ta reakcija, ta strah, ta predčasna prodaja. Težava je v tem, da vse, kar je zamujeno, je izgubljeno in se tega nazaj ne da več dobiti. Zato je tako pomembno, da se razmišlja dolgoročno, če smo se odločili, je ta denar sem investiral za obdobje 5, 7, 10, 15 let, da pri tem naložbenem cilju, pri tem scenariju vztrajamo in nikakor se ne pustimo zmesti nekim kratkoročnim nihljajem na trgu, ki so v bistvu stalnica in prav nič posebnega. Če sem rekel, da je tik pred zoro noč najtemnejša, to še dodatno potrjuje analiza. 7 od teh 10 najboljših dni iz tega prvega stolpca, 7 od teh 10 najboljših dni je sledilo v roku 15 dni, 2 tednov, od tega, ko so tečaji dosegli najnižji nivo, ko smo videli to dno trga. In ravno zaradi tega je nemogoče določiti, kdaj vnaprej predvideti, kdaj se bo to zgodilo. Ravno zaradi tega je market timing, časovno tempiranje trga nemogoče in ravno zaradi tega je najbolj pametno, najbolj smiselno, da ostanete investirani, če že ste, oziroma da to priložnost, ki se zdaj pojavlja, izkoristite. Ne glede na to, kolikrat se ponovi ta mantra, da se kupuje poceni, pa prodaja drago. In ne glede na to, kako dobri smo lahko pri identificiranju nekih naložbenih priložnosti ali pa nakupnih priložnosti za neke tradicionalne oprijemljive stvari, gre vsa ta pamet v bistvu izpuhti, ko govorimo o borzi, ko govorimo o vzajemnih skladih. Ko so objavljene Black Friday razprodaje
in pa nočni nakupi v katerem od trgovskih centrov, ko je nekaj poceni, ne, kolone ljudi, spletne trgovine pokajo po šivih, kurirji ne morejo dostaviti dovolj paketov. Ljudje prepoznajo priložnost, vidijo, zdaj je pocen, zdaj moram biti pameten in zdaj bom kupil. In jaz sem vam tukaj hotel pokazati en tak primer iz nedavne zgodovine slovenskega nepremičninskega trga. To je tale ljubljanska situla, tale stolpnica. Ta stolpnica, če se spomnite, je tam 2013, 2014 so jo zgradili in pa potem jo leta in leta niso uspeli prodati. Dokler se niso odločili, ok, zdaj bomo pa mi ta stanovanja prodajali s 30% popustom. Pred situlo so obesili jumbo plakat, 30% popusta za stanovanje. In kaj se je zgodilo? V tej poletni akciji so uspeli prodati 110 stanovanj, dočim, ker predtem so jih v parih letih prodali zgor 38. In tukaj je zanimiva ta psihologija ljudi, ne. Ko gre za nekaj takšnega, kot je stanovanje, ko nekje znamo ovrednotiti, ko vemo, koliko je vredno, reagiramo pravilno, popolnoma racionalno, zadevo kupimo, ne, in vsi tisti, ki so takrat leta 2015 ta stanovanja kupovali, se jim zdaj smeji, glede na to, kje so trenutno cene. Kaj pa zagotovo nihče ni šel delati, ko so pred situlo postavili znak 30% popusta, nihče ni takrat svojega stanovanja s popustom dal na nepremičninski portal, zato ker se to prodaja, ne. In nikakor ni smiselno tega delati na borznih trgih ali pa na zajemnih trgih, ne. Ko so razprodaje, ko so zadeve poceni, zdaj letos je točno ta trenutek, dajte ga izkoristiti, ne. Na žalost pravijo, da je borza edina trgovina, kjer je ob razprodajah prazna, in kar si s čemer si mi prizadevamo je, da vam pokažemo to z neke druge plati, dajte to izkoristiti sebi v prid. Taki trenutki, ko so zadeve tako poceni, ne pridejo pogosto, pridejo parkrat na generacijo, zdaj je en tak, splača se ga izkoristiti. Malce bi rad še dotaknil inflacije. Inflacija je bila vse do zdaj zelo mila, ne. Če bi zdaj to je bila neka čivavica, ne, noben ni nas bolela, zdaj pa je ratala kar en kovačev pes, ne, se je kar orang ugriznila in precej močno jo občutimo v našem vsakdanu. Ne vem, če ste že videli nov 10-evrski bankovec, izgleda takole. Stvari se neizmerno dražijo, kupna moč našega denarja je pa z vsakim dnem precej nižja. Še zlasti, če nam ali leži doma ali leži na banki, zadeva je približno taka, če malo parafraziram, je kot da bi denar zažgali. In kaj v bistvu narediti, ne? Kaj narediti, kako se ubraniti te inflacije? Čisto enostavno je, ne? Potrebujemo nekaj, kar raste hitreje od inflacije. In na tem slajdu sem vam želel samo en mit razbiti, ki je v bistvu zelo zakoreninjen med investitorji, še zlasti v Sloveniji je zelo zakoreninjen, ne, in sicer, da je zlato tisti najboljši ščit pred inflacijo. Na žalost
Temu nikakor ni res. To je statistično dokazan podatek za zelo dolgo obdobje. Če si ga pogledamo, povsem zgornja črta so delniške naložbe, lahko jih enačimo recimo z delniškimi vzajemnimi skladi, potem zelena črta sledijo obvezniške naložbe, obvezniški skladi, in šele potem je prikazana rast zlata, za katerega vidimo, da je v bistvu tik nad inflacijo. Ker problem zlata je v tem, zlato ne proizvaja nobenega denarnega toka, zlato vam ne izplačuje nikakršnih dividend, nikakršnih obresti. Če kupite ploščico zlata in jo zaprete v sef, pa počakate 9 mesecev, pa po 9 mesecih odprete ta sef, bo še vedno tam ena ista ploščica zlata, ne bo zraven še ena majhna zlata ploščica, in popolnoma ste pri zlatu odvisni samo od tega, ali se bo nek kupec v tistem trenutku znašel, ki bo pripravljen za to zlato odšteti vam več, kot ste za njega odšteli vi. Kaj je dobra novica za delniške naložbe v takih obdobjih, ko inflacija pospešeno raste? Dobra novica je ta, da obdobjem hitre rasti inflacije sledijo obdobja, najdonosnejša obdobja na delnicah. In če si pogledate ta graf, ki sem ga dal na levo stran, se pravi, ko je bila inflacija povišana, se pravi od 5 do 20%, takrat je sledilo obdobje več recimo kot 10% rasti delnic, medtem ko če inflacije ni, je ta rezultat precej nižji. Se pravi, ne samo, da imamo zdaj naložbe s popustom in poceni, imamo še dodaten dejavnik pospeška povišane inflacije. In ko govorimo o tveganju, in vedno se pri naložbah omenja tveganje, včasih še prevečkrat, bi jaz vam rad na srce položil samo to besedo tveganje v nekem drugem kontekstu in vam pokazal, kje se zares skriva tveganje. Če pogledamo tale graf, na tej X osi imamo čas, na Y osi pa neko vrednost denarja, in čisto ta spodnja črta, recimo, je denar, ki nam stoji na banki, ki pa glede na to, kakšni so življenjski stroški in kakšna je inflacija, vsak dan ga inflacija potiho razjeda in rapidno izgublja na vrednosti. Če pa pogledamo tisto razgibano črto čisto od zgori, tista razgibana črta čisto od zgori ima pa eno zelo jasno smer, in to je smer navzgor. Ta smer pa jasno ni linearna, ni ravna, precej nihajna je. In na kratek rok so ta nihanja nekoliko bolj izrazita, na dolgi rok pa se iznihajo in na dolgi rok delnice praktično konstantno rastejo. Tako da ne glejte na nihajnost delniških naložb kot tveganje, to je neka vstopnica za nadpovprečne donosnosti. Veliko večje tiho tveganje se skriva, če ne začnete investirati, če niste investirani, oziroma v tem, koliko višja je inflacija glede na
vrednost, glede na to, kaj se z denarjem dogaja, če nam leži doma. Dva velika zaveznika pri investiranju sta tudi čas pa razpršenost. Tale graf sem vam želel pokazati zato, da mogoče vam še dodatno učvrstim v razmišljanju ta nekako dolgoročnejši pogled. Se pravi, kaj želim s tem povedati je, da vzajemni skladi nikakor niso naložba za pol leta, za eno leto, za 2 leti. Če nekdo pride k nam in reče, ja, zdajle imam na svoji pravni osebi malo presežka, zdaj imam dober cash flow, pa ga 6 mesecev denarja ne bom rabil, potem ga bom pa spet rabil, pa bi ga dal zdaj za 6 mesecev k vam. To je v bistvu ni smiselno. Zato, ker če si pogledamo ta graf in kako so enoletni donosi razporejeni, vidimo, da v enem letu lahko delnice zanihajo, če gledamo tisto zeleno črto skrajno levo, od minus 39% pa do plus 47%. Se pravi, zelo velik razpon je tako na stran pozitivne donosnosti, kot na stran negativne donosnosti. Zdaj pa, že prvi dejavnik, se pravi razpršenost, ki nam lahko to nihajnost zniža in jo precej zniža, je dodatek obveznic. In če si pogledamo za nek 50-50 portfelj, 50% obveznic, 50% delnic, je pa ta nihajnost že precej nižja. Čim se pa pomaknemo proti desni, pa gledamo povprečne 5-letne, 10-letne ali pa 20-letne donosnosti, pa vidimo, da govorimo samo o pozitivnem rezultatu, da govorimo samo o tem, kakšen dobiček bomo realizirali, izgub na dolgi rok praktično ni, in ta nihajnost se nam še dodatno zniža z ustrezno razpršenostjo. Takole izgledajo podatki o Triglav renti, sklada, ki sem ga na začetku omenjal in enega v bistvu najstarejših skladov z najdaljšo zgodovino v naši paleti. 22 let je na trgu, od tega je 19 let pozitivnih in v vsem tem času je dosegal več kot 330% donosnost. Seveda za tiste, ki niso naredili te napake, ki niso reagirali napačno na neke korekcije na trgu in ki so ostali investirani vse dni. Da ne bom predolg in da ne bom ukradel preveč časa, samo še tale slajd. Vedno so razlogi, zakaj ni pravi čas, in vedno bojo. Če gremo gledati tale graf spet za dobrih 20 let nazaj, od terorističnega napada 11. septembra na dvojčka v New Yorku leta 2001, pa do vojne v Iraku, ki je sledila, zlom nepremičninskega trga in potem svetovna finančna kriza, ki je zaradi nepremičninskega trga v Ameriki praktično cel svet potegnila v vrtinec recesije, potem dolžniška kriza v Evropski uniji, če spomnite še trojke Evropske centralne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Evropske komisije, ki so hodile okrog po perifernih državah in svoje ukrepe vzpostavljale do Brexita, do nedavnega covida. Se pravi, cel kup
nekih apokaliptičnih dogodkov v trenutku, v katerih praktično nihče ni videl izhoda iz tunela, ne? In ne glede na to, glejte, trgi rastejo in iz 10.000 evrov so zrasli na več kot 35.000 evrov. Tako, zdaj pa bi tale graf je pa malenkost bolj poln, pa vam ga bom malo bolj razložil. Se pravi, kako vam lahko pomagamo pri tem, ali je nek recept, ali je nek odgovor na to, kdaj, kateri čas v letu pa bi bil tisti, ki je najboljši za začetek investiranja. In pogledali smo za zgodovino od leta 1950, glede na to, da pa svet, tehnologija, razmišljanje precej izjemno hitro napreduje, mogoče kakšne zakonitosti, ki so tako dolgo nazaj veljale, zdaj ne veljajo več. Smo pogledali še za zadnjih 20 let, pa za sodobno zgodovino zadnjih 10 let. Ali je nek sezonski efekt in če je, kako ga lahko obrnemo sebi v prid. In dejansko obstaja. September je do delnic in do delniških skladov tradicionalno neprijazen, enako se je zgodilo tudi letos. Letos smo septembra zabeležili minus. Kaj se pa potem zgodi? Od septembra naprej, pa začenši z oktobrom, sledi najboljše obdobje po donosnosti, najboljše obdobje leta, ki traja oktober, november, december, januar, februar, marec in april. Se pravi, v tem času, še zlasti pa recimo v novembru, delnice najbolj rastejo, ne? In to velja za zadnjih 70 let, za zadnjih 20 let, za zadnjih 10 let in za vsa tista leta, ko smo ravno na polovici predsedniškega mandata v ZDA, točno tako, kot je to letošnji december, se pravi november. Zmotno je razmišljanje, da delnice, da je najboljši mesec za delnice december, da je decembrski rally tisti, ki je najboljši. Ni temu tako. November je najboljši in letos se izrisuje točno enak scenarij, statistično empirični rezultati bojo verjetno držali. Nekaj dni novembra sicer smo že zamudili, ampak še zdaleč pa ni mimo, sploh glede na to, da sledi še kar nekaj zelo donosnih mesecev tja do aprila. Tako, v tem trenutku jaz svoj del zaključujem in besedo predajam Vidu, ki bo pa to statistično značilnost podkrepil še s tem, kakšna so vrednotenja na trgu in zakaj ni neke potrebe, da nas bi bilo pretirano strah. Vid, izvoli. Ja, hvala za ta uvod. Moram reči, da res super, tako da mislim, da je zdaj vsem malo bolj jasno, da je res dober čas, kljub temu, da vidimo okrog sebe skozi neke novice, kriza tukaj, kriza je tam. Jaz sem ta del predavanja kar poimenoval nestabilna stabilnost. Ena stvar, ki ste jo mogoče opazili prejle, ko vam je Tomaž pokazal tisti graf s krizami, da si vedno bolj pogosto sledijo. Včasih so se krize dogajale na daljša obdobja, danes pa se nam zdi, da smo konstantno v eni krizi, kar pa samo po sebi niti ni tako problematično. Bomo zdaj videli, zakaj, če vas samo na hitro spomnim na par kriz, ki smo jih v zadnjem času doživeli.
tukaj vidite, smo imeli korona krizo, pa imamo krizo oskrbovalnih verig, smo imeli trgovinsko vojno, pa problemi okrog Tajvana, dejanska vojna, problemi z oskrbo s hrano, kibernetski napadi in tako naprej. Se nam zdi, da se sploh stvari ne končajo, kljub temu pa, ko smo videli, trgi načeloma so odporni na to, dobra podjetja se prilagodijo in lahko v tem tudi najdejo priložnost. Zdaj mogoče najbolj aktualna kriza v zadnjem času je definitivno energetska kriza. Energija je tokrat v tej fazi rasti inflacije definitivno tisti ključni dejavnik, ki narekuje inflacijo in okrog tega je bilo letos kar nekaj govora. Je pa tudi ta kriza v bistvu neka priložnost. Celo tako, kot mi vidimo, zelo velika priložnost. Vidite, tukaj smo pripravili dva grafa, en je rast potrošnje energentov, na drugi strani pa vidite njihov delež. In najbolj je zanimiva čista spodnja črta, če vidite linija, ki je naraščajoča, in to so obnovljivi viri energije. Te so dejansko najbolj v porastu in tukaj lahko pričakujemo tudi ogromne naložbe, sploh v razvitih državah, in to so v bistvu neki infrastrukturni projekti, za katere vemo, da imajo velik multiplikativen učinek na realno ekonomijo, kar pomeni, da bojo dejansko prispevali k temu, da bo celotna ekonomija veliko bolj rasla. Zdaj, kaj je v bistvu izziv pri teh obnovljivih virih energije? To je to, da zeleni prehod zaenkrat še nima zagotovljenih vseh virov, kar pomeni, da je tukaj ogromno priložnosti za investiranje in da tukaj trg zaenkrat še po našem mnenju podcenjuje dejansko vse naložbe, ki bojo prišle in vse, kar bo to potegnilo za sabo. Mi vidimo, leta 2015 smo nekje približno 1000 milijard v sklopu G20 je bilo namenjenih za obnovljivo energijo, za energetsko učinkovitost in pa infrastrukturo, ki je za to potrebna. Zdaj v letu 2022 smo tam nekje že skoraj blizu 1500 milijard. Pričakuje se, da bomo do leta 2030 nekje 4500 milijard investirali v to. Do leta 2050 pa se bo ta znesek še podvojil. Tako da tukaj res vidimo, da prihaja ogromno enih naložb na trg in ta zeleni prehod je tudi v bistvu ena velika priložnost tudi z vidika investiranja. Zdaj, sami ekonomski trendi so najbrž tisti, kar je razlog trenutno, da si marsikdo misli, joj, pa ne bi še vložil na trg, pa so res stvari tako slabe, kaj se dogaja. Tukaj bi poudaril ene stvari, ki so danes že bile povedane, in to je, da so te indikatorji, ki jih spremljamo, zelo veliki kontraindikatorji. Torej, ko so na nekih najnižjih vrednostih, takrat so vsi prestrašeni in takrat v bistvu nižje gre že težko, če tako rečem. Mi vidimo, da je sentiment potrošnikov v bistvu na zgodovinskem dnu. A nas mora to skrbeti? Definitivno znak, na katerega moramo biti pozorni, definitivno pa to, da je nekaj na zgodovinskem dnu, tudi pomeni, da se je najbrž pretiravalo. Zagotovo so bile v zgodovini obdobja, ki so bila bolj zahtevna, bolj naporna, težja za ljudi, pa smo nekako zdaj na nekih zelo nizkih, praktično zgodovinsko nizkih ravneh glede potrošnje. Tako da tukaj v bistvu nekje smo že opazili v določenih državah odboj, kjer ga še ni, ga pričakujemo dokaj malo, ravno zaradi tega, ker so vrednosti tako nizke. Kljub temu pa tudi recimo, če pogledamo na strani podjetij, tukaj imamo PMI indikator, to je v bistvu indeks nabavnih menedžerjev, ki je nek utrip na trgu. Vidimo, da čeprav v industriji še malo peša, pa vidimo, da smo v storitvenem sektorju, ki predstavlja večino ekonomije, že v neki fazi odboja in da imamo že neke kljubce navzgor. Kakor je tudi prej Tomaž pokazal, ta nek optimizem se počasi vrača na trg. Letos je bilo eno grozno pričakovanje, mora biti recesija. Toliko se je govorilo o tej recesiji, toliko se je v medijih o tem ponavljalo, da so vsi pričakovali recesijo, pa se kar ne zgodi. Nekako gospodarstvo je še skozi močno, gospodarstvo je močno. Mi lahko čakamo in na koncu bomo vse zamudili. In zdaj ta panika se počasi polegla, veste, strah je na začetku zelo močen, pa
ko enkrat ugotovimo, da je prazen, da ni nič za prijeti resnega, pa vedno bolj popušča. In tukaj je tak primer, prej bil s tistim indeksom, te indeksi to kažejo, ta negativen sentiment se je ustvaril, zdaj pa vidimo, da v bistvu stvari niso tako grozne, da stvari še vedno so dokaj v redu, da ne živimo tako grozno slabo, da je stopnja zaposlenosti visoka, da podjetja še skozi delujejo in zdaj se tudi že ta trend počasi obrača. In še ena stvar, ki je v zadnjem času v bistvu popustila, in to je oskrbovalne verige. Vemo, da smo imeli hude probleme, če ste v zadnjem času kupovali avto ali pa karkoli ste najbrž čakali, imeli smo probleme s čipi, ni bilo dobav pravočasnih, za vse stvari so se skoraj zaštekale, dobave zavlekle, cene prevozov so kar naenkrat poletele v nebo posledično, ampak ko pogledamo ta graf, vidimo, da je to bila neka anomalija in da zdaj počasi popušča. In se že skoraj vračamo v neke normalne vrednosti, tudi trend vidimo, da se vrača nazaj k normalnim vrednostim, take, kot so bile v letu 2019 pred izbruhom COVID krize. In pa najbrž najpomembnejša komponenta je pa trg dela. Trg dela je zelo čvrst zaenkrat, če kdorkoli od vas išče novo službo, najbrž ve, da je še vedno veliko ponudbe, če kdo išče delavce, najbrž ve, da je težko dobiti delavca. Torej, trg dela je čvrst in to je komponenta, ki nam vliva ogromno nekega zaupanja za prihodnost, zato ker če so ljudje zaposleni, če prejemajo prihodke, je kupna moč, torej lahko gospodarstvo normalno dela naprej. In trg dela je zelo čvrst, vidimo, da je v večini razvitih držav brezposelnost nekje na najnižji vrednosti v zadnjih 20 letih. Kljub temu, da je neko splošno prepričanje, da se klima zelo poslabšuje, pa vidimo, da strani delodajalcev to glih ne občutijo tako. Ne opuščajo se novi projekti, še vedno firme nadaljujejo z vlaganjem, nadaljujejo z zaposlovanjem in so optimistične, kar se tiče neke srednjeročne prihodnosti, ker morate vedeti, da če bi podjetja res mislila, da so stvari tako slabe, bi se to tudi pokazalo že na trgu dela. Mogoče v Evropi malo z zamikom, ker imamo malenkost drugačno zakonodajo, ampak trg dela je zelo živ v Ameriki in tam bi že občutili velika odpuščanja, pa to zaenkrat ni v planu. Tudi ameriška centralna banka, kljub vsem dvigom obrestnih mer in v bistvu malo zaustavljanju gospodarstva do te mere, da se malo inflacija umiri, ne pričakuje večjih odpuščanj. Tako da to je ena stvar, ki je zelo pomembna. Zdaj, sama inflacija v Ameriki, mislim, da smo ta glavno očitavanje inflacije že videli na vrhu. V Evropi smo najbrž zelo blizu vrha in bo ta prišel v bližnji prihodnosti. Vidimo te komponente, ki to sestavljajo, predvsem gorivo in nafta, sta se že začela malo umirjati. Zdaj malo smo še imeli te rasti v storitvenem sektorju, kjer so te stvari malo z zamikom pridejo vedno, ampak tudi ta stvar se že počasi umirja. Tako da tudi ta skrb glede inflacije se bo v prihodnosti zelo umirila in to bo zagotovo pozitivno vplivalo tudi na trge. Kaj je tukaj pomembno je tudi, da se osnova, iz kje očitavamo inflacijo, se je zdaj dvignila. In mi inflacijo običajno gledamo za eno leto nazaj in ko bomo naslednje leto v tem času gledali rasti inflacije, bomo imeli veliko više osnove in bo sama inflacija veliko nižja, bojo rasti veliko nižje. Tako da bi mi zdaj prišli v neko obdobje dolgoročno 10 in več odstotne inflacije, to je zelo, zelo majhna verjetnost, da bi se zgodil. Osnoven scenarij, ki je najbolj verjeten in kar se bo skoraj zagotovo zgodilo, je, da bo inflacija padla in bomo počasi prišli v neka normalna očitavanja, kar pa se tudi vidi iz načrtov centralnih bank. Realne obrestne mere so v nekaterih državah še vedno negativne, kljub temu vidimo, da v letošnjem letu so bili dvigi, nekatere bojo še v prvi polovici prihodnjega leta najbrž dvigovale obrestne mere, potem pa vidimo umiritev, v nekaterih primerih celo pričakovano rahlo spuščanje obrestne mere. Kar daje v bistvu neko upanje in kar tudi potrjuje tezo, ki sem vam je prej povedal, da smo z inflacijo najbrž vrh dosegli. Drugače bi tukaj pričakovanja in napovedi centralnih bank bile veliko drugačne. Zdaj, kako to vpliva vse skupaj na trg kapitala?
Tukaj sem vam pripravil en graf, ki je sicer danes že bil pokazan, ampak sam za približen, da boste videli na globalni ravni za res ne samo za Ameriko, kdaj rečejo, ja, za Ameriko sam kažete, pa ne velja vedno tako, tudi na globalni ravni velja, kar je bilo prej pokazano na primeru ameriškega indeksa. Mi kažemo največkrat na primer ameriškega indeksa zato, ker je največja zgodovina in vam lahko najdaljša zgodovina in vam res lahko potrdimo ene stvari empirično in dolgoročno, da so določeni trendi veljavni. Tukaj vidimo, da razen res v ekstremnih obdobjih inflacije, torej ko je inflacija 18% in navzgor, imamo mi realne donose negativne na delniškem trgu. Drugače vidimo, da so v bistvu delniški trgi vedno imajo realni donos, kar pomeni, da rastejo hitreje od inflacije. To je danes bilo prikazano, tukaj imate tudi po sklopih prikazan in točno zdaj je čas v bistvu, da se vstopi v te zgodbe, ker vemo, da se bo inflacija spuščala, kar smo pokazali na prejšnjih slajdih, kar verjamejo tudi centralne banke, ki najbrž imajo neko kredibilnost, ker imajo največ podatkov na tem področju, torej lahko v prihodnosti pričakujemo samo še boljše donose, kakor jih lahko pričakujemo. Zdaj govorimo o realnih donosih, torej z upoštevanjem inflacije. Zdaj, pričakovani dobički podjetij so se res da malo spustili. Tukaj vidite dva grafa, moder je za pričakovane dobičke podjetje v Evropi, bel za Ameriko, kar pa niti približno ne sledi padcem na delniških trgih. Mi tukaj vidimo v bistvu zelo neke majhne popravke, v Evropi praktično res minimalen, tudi v Ameriki popravk par odstotnih točk, po drugi strani pa vidimo, da smo z padcem indeksov veliko pod padci dobičkov, torej so indeksi padli, mi smo trenutno letos izgubili skoraj 25% na ameriškem delniškem indeksu S&P 500, kar je tudi zgodovinsko gledano v bistvu kar veliko. Tukaj vidite na tem grafu, da je to kar že nekje skoraj da vrh nekega povprečja. Možnost, da seveda smo imeli tudi še bolj ekstremne situacije, ampak vidimo, da kljub temu smo zdaj na neki točki, kjer je v bistvu možnost obrata zelo velika, tudi gledano čisto iz nekega tehničnega vidika, ne samo iz nekih dejstev, ki smo jih prej predstavili. Kljub temu pa tukaj bi še enkrat opovoril, kar je danes bilo povedano, kljub tem padcem, kljub vsemu, kar se dogaja, za dolgoročne investitorje je smer grafa zelo jasna in ta je navzgor. Tako da, evo, za zaključek pa besedo vračam nazaj Tomažu, da še povzame enkrat vse skupaj. Vid the best. Najlepša hvala. Evo, takole, kaj želiva z Vidom, da si zapomnite, kaj želiva, da odnesete sabo tokratnega webinarja. Kaj storiti ob takih razmerah na trgih in v svetu, kot so zdaj? Ko imamo tečaje na razprodaji, ko imamo najboljša svetovna podjetja na voljo za nakup s popustom, in takrat, ko vidimo, da smo empirično, statistično po vrednotenih blizu dna, da so napovedi glede, da se bo inflacija umirjala, da imamo izjemno robusten trg delovne sile in da so praktično knjige naročil podjetij polne, kar lahko tudi sami občutite, če rabite kakšnega mojstra, mizarja, zidarja, če hočete avto kupiti, saj ničesar se ne da dobiti, vse je
razprodano, ne vem koliko časa vnaprej. Ravno zadnjič sem tudi prebral, da italijanski Lamborghini ima vso svojo proizvodnjo prodano do konca leta 2024. Se pravi, kaj narediti? Definitivno je to nakupna priložnost. Spomnite se na tole situlo, koliko časa je bila na trgu, nihče ni hotel, potem so jo dali s popustom. Vsi tisti, ki so takrat kupili tisto stanovanje, se jim danes smeji. Enako se bo zgodilo na delniških trgih. Ne tega zamuditi. Če ste že vlagatelj, pa vas je strah, ne bo, ostanite investirani. Če imate še kaj suhega smodnika, dodajte, dokupite naložbe, nikakor pa v takih trenutkih ne prodajati, kot ni prodajal nihče svojega stanovanja takrat, ko so se poceni kupovala. Vedno se splača pogledati, kaj se v takih situacijah dogajalo v preteklosti. Obdobjem šibkosti na trgih so sledila zelo močna obdobja navzgor. Največkrat takrat, ko je bilo najbolj temno, takrat, ko je bilo najbolj težko, ne tega zamuditi, zgrabite to priložnost. Ne samo to, časovno se nahajamo v najboljšem obdobju leta za investiranje. September je vedno statistično slab, nato pa sledijo meseci od oktobra pa do aprila, ko se dogajajo največje rasti. In kaj je lepše, kot da naša naložba od vsega začetka takole poraste. In inflacija, ki razjeda vrednost vašega denarja, ki leži na banki ali doma. Najboljši ščit pred inflacijo ni zlato, nikakor ne, zlato je eden najslabših. Najboljši ščit so delnice, delniške naložbe, delniški vzajemni skladi. In v obdobju, ko imamo tako nadpovprečno inflacijo, kot imamo zdaj, sledijo obdobja nadpovprečne rasti delniških trgov. Rad bi vas samo še opozoril na to dejstvo, da imamo Triglav skladi trenutno 50% popusta na vstopne stroške za naše vzajemne sklade. Ta ugodnost traja samo do konca meseca novembra in potem je kar nekaj časa ne bomo ponavljali, zato ker to delamo samo enkrat ali dvakrat na leto. Naslednji očitek inflacije v Ameriki bo naslednji četrtek. Ta bo imel verjetno tudi precej močen vpliv na to, ali se bo rast samo še eksponentno pospeševala naprej. Če vas zanima, kakšen ta očitek bo, če vam lahko kakorkoli dodatno pomagamo z nasveti, če lahko kakorkoli dodatno razrešimo kakršnokoli dilemo imate, prosim, pišite nam na info@triglavskladi.si. Vsakega vašega maila bomo veseli, z veseljem vam bomo odgovorili. Če ste bolj človek telefona, 080 10 19, z veseljem se pogovorimo z vami. Toliko sva se z Vidom namenila vam povedati danes. Če so kakšna vprašanja, jih jaz na mojem zaslonu ne vidim, mogoče jih vidi Vid, pa vam lahko odgovori, drugače pa prek maila z veseljem. Čisto na koncu vas
vas pa z vidom prosiva samo še, da izpolnite eno anketo in da nam date oceno, kako ste bili z današnjim webinarjem zadovoljni. Hvala. Evo, Tomaž, bi jaz kar prebral par vprašanj, pa mogoče kar poskusva odgovoriti na njih, pa zakaj ja, zakaj ne, oziroma kaj so rešitve. Zdaj, če gremo kar od začetka, na začetku je bilo vprašanje, če ponujamo sklad z visokimi dividendami. To lahko tudi jaz odgovorim, no, pa me lahko dopolniš. Tega sklada ne ponujamo, je pa tudi z vidika naložbe za vas to običajno ni optimalna rešitev. Zakaj? Dividende so obdavčene in se obdavčijo takoj po izplačilu za večino podjetij, ki jih imamo v portfelju, kar pomeni, da če podjetje to investira oziroma odkupuje lastne delnice ali pa karkoli drugega, vi na to ne plačate davka in sploh, če ste dolgoročni investitor, se vaš davek na kapitalski dobiček zmanjša oziroma izniči. V primeru dividend pa ste v bistvu vezani to plačati in dolgoročno to ni v bistvu, za dolgoročne investitorje to ni primerna rešitev. Evo, zdaj tudi jaz vidim vprašanje, v bistvu ful vprašanj. Vid, odlično si odgovoril, mi imamo sklade, ki nalagajo v podjetja z visokimi dividendami, ampak kaj je čar, kaj je najlepše, da se ta dividenda praktično cela pride in se potem cela reinvestira, nobenega davčnega odtegljaja, in zato je še toliko bolj smiselno investirati v zaupni sklad. Boš potem kar ti prevzel vprašanje naprej? Lahko tlele še malo pogledamo, se pravi, kam točno naložiti sedaj ali v prihodnjem mesecu. Ok, v takšnih razmerah, v katerih smo se znašli zdajle, kjer kljub vsemu niso čist normalne, ne, imamo ta vojaški konflikt v naši bližini. Najbolj smiselno v takih trenutkih je investirati v tja, kjer so naložbe čim dlje od tega konflikta. V konkretnem primeru to pomeni ameriške naložbe, ameriški dolar, tako da tukaj lahko govorimo o Triglav Top Brandsu, Triglav Severna Amerika, Triglav svetovni razviti trgi, tukaj, ki ga zastopajo podjetja z močnim cash flowom, z dobrimi poslovnimi modeli in zelo robustnim delovanjem. Kam naložiti 70 evrov? Kam naložiti 70 evrov za dobo 70 evrov letno ali mesečno za dobo 2 let. Ja, 2 leti je sorazmerno kratka doba. Če bi jaz nalagal v tem trenutku gledano 2 leti naprej, definitivno v delniški sklad razvitih trgov, enega od tega, recimo, ki sem jih prej omenil. Zamujene 10 dni razložitve, z veseljem, se pravi, velikokrat ljudje skušajo tempirati trg, ujeti tisto dno trga, pri tem pa žal so v veliki večini primerov neuspešni in zamudijo tiste najboljše dni, ki sledijo ravno v tem trenutku odboja. Kakšna je tipična doba za dolgoročno oziroma kratkoročno vlaganje? Ja, to je enoznačnega odgovora tukaj ni, malo je precej to odvisno od posameznika, neke smiselna obdobja
za delniške sklade so pa definitivno od 7 let naprej. Ko pa govorimo o 10 pa 15 letih, je pa ta statistična razporeditev dobičkov in izgub praktično 100% nam v prid, se pravi 10 let. Naložbena struktura sklada Triglav Top Brands na naši spletni strani. Če se naročite tudi na naše newsletterje, naše novice, bomo vsakič še dodatno razložimo, kakšni so naši naložbeni pogledi za naprej. Kriptosklada nimamo, kriptosklad, kriptonaložbe niso regulirane, so visoko špekulativna naložba in so v ekonomski teoriji temu rečemo cena raste zaradi teorije večjega norca, se pravi, rabite nekoga, ki bo to kupil od vas po ceni višji, kot ste za to plačali vi, kar pa ne pomeni, da mogoče tudi cena kriptovalut ne bo rasla, ampak dokler imamo dotok te vrste kupcev, gre cena gor. Moj nasvet glede kriptovalut, vzemite to kot srečko kupite, če tisto kupnino srečko izgubite, nič tacga, če pa zadane, nikakor pa ni smiselno večjih zneskov vlagati. Da ne bomo predolgi, Vita, bi še ti si zbral kakšno vprašanje, drugače pa morda po mailu odgovoriva še kaj. Mogoče na hitro, tam je bilo eno vprašanje vezano na zelenega, ki ga zdaj niti ne dobim, pa bi poudaril, da zeleni sklad je zeleno v svojem bistvu veliko nižji izpusti od povprečnega indeksa. Te stvari se merijo, se jih da preveriti, tako da kljub temu je neka zelena zgodba, ne pomeni to strogo samo vlaganje v zeleno proizvodnjo energije, ampak zelena zgodba malce širše, samo to mogoče še. In pa kar se tiče mogoče še tehnoloških podjetij, ki je eno tako vprašanje bilo, ali je zdaj čas. Definitivno, zdaj tukaj je bilo specifično podjetje Meta, mi v vsakem primeru nikoli ne bi svetovali nakupa samo enega podjetja in vse prihranke vložiti v eno podjetje, to je vedno previsoko tveganje. Kljub temu pa so tehnološka podjetja bila letos zelo na udaru, med njimi podjetja, ki delujejo super, ki imajo rezultate, ki v bistvu niso zabeležili nekih padcev, ampak so z jako skupaj padla dol, tako da definitivno tudi v tem bazenu priložnosti za odlične nakupe. Ja, top. Vsa vprašanja, kakšna bi bila optimalna razporeditev, kam kaj dodati, a je smiselno kaj premakniti. Za vsa ta vprašanja smo vam na voljo, z veseljem si vzamemo čas, se vam posvetimo, napišite nam na mail, pokličite nas, dogovorite se za sestanek, izjemno dobro napravo za kavico imamo, z veseljem vam skuhamo kavico in vam jo postrežemo, tako da oglasite se pri nas. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Prosiva z videom samo še, da naj ocenite v anketi in se vidimo, slišimo na naslednjem webinarju. Lep pozdrav. Čau.